Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Ponovno je čas za božično pravljico. In tokrat bomo spoznali Ježka, ki je prejel Božičkovo pismo, v katerem mu sam Božiček sporoča, da se je prehladil, ter potrebuje Ježkovo pomoč. To pa je čudno, kaj ne? Me res zanima, kako se je Ježek lotil pomoči in na kakšen način, seveda. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Prav poseben Božič. Bil je božični večer in mali Ježek je bil polno zaposlen s kuhinjskimi opravki. Želimo vam srečen Božič, si je prepeval, medtem ko je mešal testo za slastno torto. Nato pa je kar naenkrat zaslišal, kako je z glasnim bum nekdo pristal tik pod njegovim oknom. Bile so sani, polne daril, zraven pa je bilo sporočilo. Dragi mali Ježek, strašno sem prehlajen, zato potrebujem tvojo pomoč. Bi bil tako prijazen in ta darila odnesel namesto mene? Hvala. Objem, Božiček. Ojej, je zajavkal mali Ježek, medtem ko je hitel, da bi se toplo oblekel. Ne skrbi, Božiček, sem že na poti. Ko je Ježek hitel po hribu navzgor do miškine hišice, je na temnem nebu sijala velika luna. Priplazil se je v hišico in pod božično drevo položil 3 majcena darila. Miška in njeni otroci bodo tako zelo veseli, je zašepetal. Toda pohiteti moram, dostaviti moram še veliko daril. Ježek se je močno odrinil, skočil na seni in odhitel po hribu navzdol. Hitreje in hitreje. Juhuhu, se je smejal. Saj sem vendar kot pravi Božiček. Jo, kaj pa je bilo to? Se je spraševal zajec, ko so sani švignile mimo njega. Mali Ježek je vpila lisica. Veliko prehitro se pelje. Nenadoma so sani z močnim bum zadele kup snega in poletele visoko v zrak. Tresk! Ježek! Sta zavpila zajec in lisica, ko sta hitela do njega, da bi ga izvlekla iz kupa snega. Hvala, je zavzdihnil Ježek. Toda poglejta, darila ležijo vse povsod. Božiček pa me je prosil, naj jih dostavim. Pomagala ti bova, je rekla lisica. Odlično, je odgovoril Ježek. Mojo kapo lahko uporabimo namesto vreče. Vlekli so kapo in jo raztegovali, tlačili in stiskali, dokler vanjo niso stlačili prav vseh daril. Smejali so se in krohotali in spet odhiteli na pot. Božičkovi pomočniki so že na poti, je zaklical Ježek. Toda ko so se peljali mimo bodikovega grma, se je kapa ujela v njegove ostre lističe in se začela parati. Kapa se je manjšala in manjšala in darila so eden po eden padala na tla. O ne, je zastokala lisica, ko so končno zaustavili sani. Vsa darila so izginila. In poglejte mojo kapo, je rekel Ježek. Kaj bomo storili? Toda potem se je po hribu navzdol primajal jazbec. Sledil sem rdeči volni, se je zahihital. Vedel sem, da je to tvoja kapa, Ježek. Našel si Božičkova darila. Hvala, jazbec, je rekel Ježek. Toda zdaj mi jih nikako ne bo uspelo dostaviti Božiča. Seveda ti bo, se je nasmehnil jazbec, če ti le vsi mi pomagamo. Prijatelji so odhiteli po snegu
in dostavljali darila v bližnjih in daljnih krajih. In visoko in nizko, pridno so delali vso noč. Ko so končali, je nebo postajalo že bledo modro in zlato. Hura! Se je razveselil ježek. Uspelo nam je! Hvala vsem, Božiček bo tako vesel. Kakšna pustolovščina! Je na poti domov zavzdihnil ježek. Kljub vsemu pa bo pogrešal svojo rdečo kapo. Toda ko je odprl vrata, je naletel na presenečenje. Bilo je darilo s sporočilom: za mojega čudovitega pomočnika. Hvala, objem Božiček. V njem pa je bila čisto nova volnena kapa s cofom v njegovi velikosti. Čisto prav mi je, se je razveselil ježek. Hvala, Božiček, to je bil prav poseben Božič. Ja, pa še res je. In tole je bila prav posebna pravljica, kaj ne? Hvala ježku in ostalim živalim, ki so tako prijazno poskrbeli, da prav nihče ni ostal brez božičnega darila. In srčno upam, da se je Božiček uspel pozdraviti, saj bo moral kmalu kreniti na pot, da odsreči otroke širom sveta. In bravo ježek za pogum in vztrajnost, namreč biti Božičkov pomočnik res ni enostavna naloga. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še drugim božičnim pravljicam, ter si pričarate čudovite popoldneve ter večere. Uživajte in naj bo vaš letošnji Božič prav tako poseben. Čau, čau!